Javni sektor je tako z vaše strani talec številnih laži in manipulacij. Gasilcem ste v primeru požara na Krasu leta 2022 obljubili nagrado v višini 63 oziroma 94,5 evra. Nič od tega gasilci niso dobili. 16. oktobra lani ste glede pričanja na preiskovalni komisiji glede vašega brutalnega vmešavanja v policijo dejali sledeče: pričal bom pred komisijo, ko bom dobil vabilo. Vabilo ste dobili že v juniju 2023, ko je bila sklicana seja preiskovalne komisije, na katere bi morali pričati, pa je bila preložena potem za nedoločen čas. Predsednik preiskovalne komisije iz vaše stranke pa je bil zamenjan. V primeru imenovanja evropskega komisarja ste se debelo zlagali, da je Tomaž Vesel od kandidature odstopil po tehtnem premisleku in da ni bilo posredovanja strani Ursule von der Leyen. Vendar smo v parlamentu pridobili pismo predsednice Evropske komisije, ki vas je postavilo na laž. Kot prvega aktualnega predsednika vlade vas je zaradi suma politične korupcije in klientelizma kazensko ovadila slovenska policija. Namesto da bi odstopili in s tem dokazali visoke moralne standarde, ki ste jih napovedovali pred volitvami, ste v odzivu znova nizali neresnice in celo samega sebe postavili na laž, kajti lansko leto ste dejali, da ste Tatjano Bobnar spoznali dan pred imenovanjem vlade, prejšnji teden pa ste rekli, da ste se že prej dvakrat srečala. V teh turbulentnih časih potrebujemo predsednika vlade, ki mu državljani lahko zaupamo, ki govori resnico in se o lažeh ne izgovarja na slabo znanje dvojine. Zato me zanima, kdaj bomo dobili takšnega predsednika vlade in kdaj boste nehali z lažmi, zavajanji in manipulacijami. Hvala lepa. Poslanke in poslanci, jaz bi si res želel, da bi tukaj lahko odgovarjal na poslanska vprašanja, ki bi bila vnaprej najavljena in bi se jih potem tudi vsi držali najave. Ampak bom danes pa vseeno izkoristil priložnost in najprej s ponosom povedal, da je Slovenija država, na katero smo lahko zares vsi ponosni. Prejšnji teden je pri nas na obisku predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde. Ona je javno v 3 dneh, ko je bila pri nas, večkrat povedala, da je Slovenija lahko vzor vsem v Evropi. Predsednica Evropske banke je povedala v Sloveniji, da je Slovenija lahko vzor vsem v Evropi. To, kaj nekateri na naši desni ves čas ponavljajo, ima natančno toliko vpliva na to, kje je v resnici Slovenija, kot to, ko se spremeni vreme. Nič. Ta teden sem bil na povabilo ameriškega predsednika gost v Beli hiši. Predsednik Združenih držav Amerike, največje države, najmočnejše države na svetu, je cel teden hvalil Slovenijo in se jih zahvaljeval za pomoč na celi svetovni sceni. Celemu svetu je želel povedati, da je hvaležen Sloveniji. Nič od tega, kar poslušamo z desne, nima nobene povezave z realnim življenjem. Ima pa z njihovim virtualnim svetom, ki bo ostal virtualen še kar nekaj časa. Tako da moj odgovor na to vprašanje je, Slovenija bo imela tega predsednika vlade še kar dosti časa in dajte se na to navaditi. Kar se pa tiče javnega sektorja, to je bilo tudi vprašanje, ki je bilo napovedano. Jaz verjamem, da marsikoga neizmerno boli, mi smo pa neizmerno ponosni na to, da nam je po dolgih letih, po 16 letih, uspelo pripeljati do tega, da je plačna reforma končno izvedena. Zakaj se niste takrat spraševali o javnem sektorju? Se niste, ko ste bili na vladi, ker vas to ni zanimalo. Za mlade strokovnjake, ki bodo želeli vstopiti v javni sektor, bodo razmere podobne in primerljive temu, kar vlada v zasebnem. Tudi na ta način bomo lahko poskrbeli, da bo javni sektor in javne storitve bistveno boljše od tega, kar smo bili priča zadnjih 10 let. Jaz sem vesel, da je usklajena kolektivna pogodba in parafirana in da bo ta reforma do konca tega leta tudi zaključena. Kar se tiče, da ste gostovali v Beli hiši. Jaz sem šel gledat, nisem našel, kdo bi bil v zadnjih tednih, mesecih pri Bidenu na obisku. Ja, seveda, ker se poslavlja. On čez 3 mesece v vsakem primeru ne bo več predsednik. In gospod premier, moje vprašanje je bilo točno takšno, kot je bilo napovedano. Stanje v javnem sektorju. In moje vprašanje se je nanašalo na konkretne vaše izmišljotine oziroma laži, ki ste jih v povezavi s tem izrekli. In niti enkrat mi niste zanikali nobene od teh. Še enkrat, ker ste dejali, da bomo na prvi del ste mi odgovorili, kdaj bomo dobili takega predsednika vlade, ste dejali, da boste še kar nekaj časa, potem mi pa vsaj povejte, kdaj boste začeli govoriti resnico in se ne boste lagali dnevno v kamere. Predsednik vlade, imate besedo za dopolnitev odgovora. Nimate, ne boste. Kdor molči, 100 odgovori, se pravi, bo dnevno v kamere lagal še naprej, tega smo navajeni. Jaz sem naštel konkretne zadeve,
konkretne zadeve, kje se je predsednik vlade bodisi zlagal, bodisi ni govoril resnice. Ostržek je amater v primerjavi z vami, gospod premier. Tako da predsednik vlade niti na eno to trditev, ki je bila tudi javno postavljena ministru, odgovoril. Poslanec, z izjavami, kot so razni Ostržki in podobno, ste šli odločno predaleč in vam izrekam opomin.